Takole, ker vas je zanimala, kako pripravim kombuče, sem se odločila, da bom posnela en video posnetek. Kot vidite, imam velike 5-litrske kozarce in manjše litrske kozarce. Manjše litrske kozarce uporabljam za razmnoževanje, medtem ko večje uporabljam za napitek. Tako, pa najboljše, da se kar lotimo. Pri kombuči predvsem uporabljam zeleni čaj, lahko je tudi šparov, sam pač mora biti zelen. In pa črni čaj, jaz uporabljam kar tega Earl Grey. Zdaj, na primer, 2 vrečki sem si pripravila že tegale Earl Greya. Postopek je takšen. Vzameš kozarec, naliješ vodo, vroča voda, vrela voda, vroč čaj delamo. Približno takole ga natočim, malo več kot do polovice. Noter vstavim 2 vrečki čaja. Tukaj sem dala črnega. V drugi lonček bom dala zelenega. Takole, zelen čaj. Zakaj prostimo malo prostora? Zaradi tega, ker potem na koncu damo malo starega kombučinega napitka noter. Tako še 2 filter vrečki zelenega čaja. Takole. No, to pustimo 15 minut v čaju. Potem odstranimo vrečke in dodamo v tole majhno litrski stekleni kozarec. Damo 70 gramov sladkorja. V te večje moramo dati pa več sladkorja, tudi več vode, tudi več čajnih filter vrečk oziroma čaja, če uporabljate čaj. Tako, zdaj pa imamo tukaj kombuče. In sicer, tale kombuča je bila delana iz čaja in iz kombučinega napitka, kar pomeni, da sem dala samo takole sem čaj naredila, kot sem prej povedala, zavrela vodo, dala 2 filter vrečki črnega čaja, 70 gramov sladkorja in dolila samo tekočino stare kombuče. Nisem dodala nobene gobice. Kot vidite, se je v 10 dneh oblikovala gobica. Potem imamo tukaj še 2, ki se razmnožujeta. Pogledamo. Kot vidite, tukajle lahko vidite, da sta se počasi začeli kombuči ločevati. Nista še povsem ločeni gobici, se bosta ločili. Kombuč nikoli ne ločujemo oziroma razčlenjujemo na silo, ampak pustimo, da gobica sama odstopi. Da pogledamo še, kaj se je tukaj zgodilo. No, tukaj imate pa primer, kako potem gobica sama odstopi. Takole. Gobica sama odstopi. Dokler ne odstopi, jo skupaj damo, celotno gobico prestavimo v čaj. Gobice ne prestavljamo oziroma napitka ne dajemo v čaj, dokler se čaj ne ohladi. Čaj mora biti torej ohlajen. Tako, tole sem pa že včeraj pripravila, ker je večja količina. Tukaj je približno 2,5 litra čaja s sladkorjem. Se pravi, da sem dala zavrela vodo, vstavila noter 6 čajnih filter vrečk in dodala približno 200 gramov sladkorja. Kakšen je naprej postopek, boste pa zdaj videli. Eto, tole je stara kombučica. Tu lahko vidite, da sta 2 kombuči, ena je zgoraj, ena pa spodaj plava. Te 2 sta pa že ločeni. Takole.
Čaj mora biti torej ohlajen. Roke, ko gremo po kombučo, morajo biti čiste, brez prstanov, brez ure, brez česarkoli, čisto umite. Takole. Primemo kombučo. Opala. Tu pa tam jo tudi splaknem vmes, danes je ne bom. Takole. In jo vstavimo v drugi lonček. Zdaj bomo to naredili tudi z drugo kombučo. Kot vidite, imamo 2 gubici. Ja, takole. Tale je malo tanjša od prejšnje. In jo prestavimo v lonček. Lahko se zgodi, da se nam naredi še tretja kombuča potem. Kaj naredimo z napitkom? Takole. Jaz včasih vzamem takole potem tole plastično in preložim tekočino. Včasih pa tudi prelijem, odvisno ali imam pomoč doma ali ne. Torej danes bom takole prelila. Do kod je treba to? Jaz dam približno 10% še starega napitka zraven, oziroma lahko tudi več. Ampak 10% mora biti sigurno. Takole. Kaj pa naredimo z preostalo kombučo, ki nam bo ostala tukaj noter, oziroma z napitkom kombuče? Ga pa prestavimo v steklenice. In lahko dodamo tudi kakšno sadje in da gre napitek v drugo fermentacijo. Tako pustimo potem napitek počivati 3 dni. Seveda, če pa želite, ga pa lahko tudi kar takoj pijete. Tako, jaz ne bom več dodajala. Ovala. Takole, tale kombuča se bo zdaj delala približno 10 do 14 dni. Preko damo gazico, da ne pade v njo kakšna umazanija. Takole. In gumico, ovala. Takole moramo dati še gumico preko, ampak z eno roko na takšen kozarec ne morem dati. Takole. Ovijamo jo še v krpo, da je v temi. Zgoraj ne smemo pokriti, takole, samo takole in zavozlamo tukaj, ne. Ali pa ščipalko tukaj damo. Kombuča mora biti v temi. Takole. Tole preostane kombuče, tekočino, pa prelijemo lahko v takšne steklene flaške s takšnim pokrovom ali pa v takšne, da jih damo v drugo sekundarno fermentacijo ali pa jih kar pijemo. Kaj se zna zgoditi? Zna se zgoditi, da se bo noter v flaši naredila usedlina ali pa da se bo začela delati nova gobica. To ni nič strašnega, pač precediš, predno začneš piti skozi gazo ali pa skozi plastično cedilo in normalno uživamo in pijemo napitek. Je super probiotik, uporabljam jo tudi za droži in še za marsikaj drugega. Tako, čau, čau!